večina gibanj, ki se bori za človekove pravice, čeprav na različnih področjih, se pravzaprav bori proti skupnemu opresorju. Čeprav se zavzemamo za implementiranje nekih ciljev in sprememb na točno določenih področjih, bodisi naj bo to okoljevarstvena tematika ali pač pravice LGBTQ plus oseb. Naše težave pravzaprav izhajajo iz istega vira, ki je ta patriarhalna, cis-heteronormativna, kapitalistična družbena ureditev, ki temelji na izkoriščanju tako ljudi kot pač tudi narave. In vsi naši boji so v resnici zelo prepleteni. Tako da proti nekaj tako močni, vseprisotni opresiji, proti temu se lahko borimo zgolj združeni. Glede na to, da različna aktivistična gibanja izhajamo iz skupnih vrednot in da v bistvu vsi borimo za bolj vključujočo, bolj pravično družbo, je v tem primeru smiselno, da se spoznavamo med sabo, da stopamo izven svojih balončkov, presegamo meje, spoznavamo en drugega in se v bistvu tudi učimo en od drugega. Ja, tudi v bistvu vemo, da ne živimo enoznačnih življenj, ampak da imamo vsi pač neke svoje intersekcionalne okoliščine, opresije in zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da se različne aktivistične skupine spoznavamo med sabo, da boljše razumemo te okoliščine. Pomembno je, da se zavedamo drugih manjšin, ker smo lahko jutri del te manjšine, hkrati pa se mi zdi, da zagovarjamo iste stališča in želimo iste stvari, to sprav, da dosežemo, da lahko v miru živimo življenje in mi imamo enake pravice. Hkrati pa se mi zdi, da če stopimo skupaj, smo glasnejši in tako pridemo hitreje do cilja oziroma do pravic.